Ko razmišljam za nazaj, kje vidim največji napredek pri avtomobilih, odkar sem se sam začel ukvarjati z njimi, težko izpostavim točno določeno stvar. Ja, elektrika je povzročila revolucijo pri avtomobilih, ampak za nas voznike se mi zdi pa največja novost ta, ki jo držimo. Volan. Lexus je prvi, ki ga je razvil toliko daleč, da je zdaj pripravljen za serijsko proizvodnjo. Tukaj je treba vedeti, da to ni samo zamenjava obroča s tem volanom, kot ga recimo poznamo iz računalniških iger pa simulacij ali pa od določene znamke, ampak je bilo tole treba razviti čist na novo. Lexus je za to potreboval kar 10 let. Pazi to, 10 let so razvijali samo ta del avtomobila, potem lahko veš, koliko časa se posvetijo vsaki malenkosti. Sem se pogovarjal z inženirji in so povedali, da so ga najprej 5 let razvijali, da so naredili prototip, potem so rabili še 2 leti, da so ga vgradili v primeren avto, potem sem ga jaz vozil 2 leti nazaj v Franciji, takrat je bil to še prototip, zdaj pa je pripravljen za serijsko proizvodnjo. Drugače tole pa ni slina, ker bi bil toliko vzhičen, da bi mi kar kapljalo od ust, ampak je tukaj na Portugalskem toliko vroče, da švicam kot konj. In kaj se je spremenil še v teh 2 letih? Poslušali so vse možne komentarje, tudi moje izpred 2 let in povečali kot vrtenja, ki zdaj ni več samo 150, ampak 200 stopinj, deluje pa še bolj progresivno, da se čim prej navadiš na vrtenje, ker se morajo pri majhnem zasuku kolesa zavrteti bolj, kot potem pri večjem. Ko greš hiter, Ja, to ni hec, ker je vse odvisno od hitrosti, pa tudi od agresivnosti voznika, vse mora obvladati. In ker se tej tehnologiji reče steer-by-wire, kar pomeni vrtenje preko žice, vse deluje preko elektronike. Tukaj je en elektromotor, ki skrbi za moj občutek, drugi elektromotor tamle pa dejansko suka kolesi spredi. In kaj, če vse crkne, če rečem po domače? Prav vsaka komponenta ima še eno rezervno, da ne bi šlo nič narobe. In če bi še vse to odpovedali, je tukaj še tretja, zasilna baterija, ki napaja samo to elektroniko za volan, da ne boste ostali na suhem. Ja, kot sem rekel, fejst premišljena zadeva je to, zato pa so rabili toliko let, da so jo končno spravili v avto. Meni je drugače v redu, jaz sem se takoj navadil na tole, tudi občutek je dober, so pa eni kolegi novinarji že naredili neke neumnosti in so nekaj poškodovali, tako da očitno ni za vsazga. Mene moti edino, da se tele ročice zraven premikajo za smerokaze pa za tele brisalce, ampak očitno moraš pravilno volansko vzdržati in potem tudi tole, ki se premika s tabo, ni problem. Kaj pa Lexus RZ? Kar nekaj novosti je tudi pri samem avtu, recimo vzmetenje, ki so ga nastavili, da je bolj dinamično in vožnja bolj natančna. Itak, če ima pa nov krmilni mehanizem, Ta volan je sicer serijsko na voljo samo pri najmočnejšem modelu 550e F-Sport, pri 500e pa kot dodatna oprema, ampak so bile izboljšav deležne vse različice, tudi osnovna 350e, ki ima pogon na sprednji kolesi. No tukaj pa je 4-kolesni in ima še eno zelo zanimivo novost, ki ji rečejo Interactive Manual Drive. Kaj pa je to, se človek vpraša? To je v bistvu simulacija ročnega menjalnika. Evo, tukaj ima ročici in lahko med vožnjo prestavljaš in imaš občutek, da je tam nekje menjalnik, čeprav ga v resnici ni, še vedno je samo ena prestava, ker je tako najbolj učinkovito. Ampak za voznike, ki imamo radi malo več zabave, je tukaj 8 virtualnih prestav, pa še zanimiv zvok spremlja vse skupaj. Evo. Kot bi res vozili neki z menjalnikom. Zanimivo in zabavno, ampak samo to. Sam bi verjetno to uporabljal glih en dan, potem pa pozabil, da avto sploh ima to funkcijo. Dobro, je pa tukaj vsaj meni bolj pomembno, da ima 300 kW, to je 408 konjev, zato je pospešek do 100 samo 4,4 sekunde. No, a boš prestavil? Evo, dol mi ne pusti prestaviti, da se dom zavrtel preveč. Pa še ena zelo pomembna novost je baterija, jasno. Ta ima zdaj kapaciteto 77 kWh in se veliko bolj učinkovito polni, ker ima boljši sistem vodnega hlajenja. Pa vgrajeni polnilnik ima zdaj 22 kW, torej bo tudi na klasičnih polnilnicah z izmeničnim tokom šlo bistveno hitreje. So nam postregli še z enim zanimivim podatkom, da se baterija v primeru predkondicioniranja, kakšen izraz, torej predgretja po domače, napolni v pol ure od 10 do 80%, tudi pri -10 stopinjah,
brez tega pa v 55 minutah, tudi je kar velika razlika. Ne? No, doseg se je povečal zdaj do 568 km pri tem modelu 350e s prednjim pogonom, tako da se kar pozna. Te pa meni nič vprašal. Ostale izboljšave so pa bolj za poznavalce, bodo pa nove različice RZ-ja pri nas konec leta. Lexus je znamka, ki jo Toyota še posebej izpostavlja pri elektriki in novih tehnologijah in če ste tudi sami navdušeni nad novostmi, je to kar pravi avto za vas. Meni se zdi, da se zdaj prav v nekem zastarelem avtu vozim, ker ima klasičen volan.